Minister za naravne vire in prostor Jože Novak se je v torek 19. novembra mudil ob porečjih Mure, Ščavnice in Ledave ter se popoldne v Murski Soboti srečal s tamkajšnjimi župani. Največ pozornosti so posvetili nadvišanju in nadgraditvi nasipov na Muri, kjer je skoraj polovica trase že usklajena in se bo gradnja pričela predvidoma še letos. Minister je skupaj s predstavniki Direkcije za vode in s predstavniki pomurskih občin pregledal opravljeno delo na vodotokih v letu 2024, s katerimi se je podrobneje posvetil načrtu del na vodni infrastrukturi za prihodnji 2 leti. Poleg sanacijskih del in rednih vzdrževalnih del bodo na tem območju izvedeni tudi investicijski projekti s pomočjo sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost. Jaz sem vedno vesel, kadar pridem v tako deželo, kjer vem, da skupaj z državnimi investicijami in lokalnimi skupaj, jaz rečem, podeseterimo evrov. V Ljubljani ponovadi ponikne, tle se po deseteri in imamo potem večje, rezultate. Kot veste, sem človek, ki nisem v pisarni, ampak sem več na terenu. Tudi danes sem šel pogledat kolega iz direkcije Kusteca, da vidim, res dela, ali mi samo prazne mašine, račune pošilja. In hotel sem preveriti, ali imate res tehnologijo, ko se nič ne vidi, pa nič ne sliši, ampak je bilo. Mašine so bili, buldožerji, vse to. In z županom Belticem sva bila v Žakovcih in dela na nasipih v tem delu so v polnem teku. Šel sem med te buldožere in bagre in vse zadeve in sem vesel, da se ta vzdrževalna dela, ki so bila planirana v letu 2024, v celoti zaključujejo. Vesel sem, da smo do junija lanskega leta vsa interventna dela opravili, tisto, kar je bilo potreba, da je potočnost ponovno stekla. Vesel sem tudi intervencije, ki smo ga imeli še v enem drugi poplavi, predvsem v zgornjem delu. Sreči velikih posledic ni bilo ne v Radencih, ne tam kje okrog, ker so bili predhodne očiščene Mura bistveno boljša. To je zdaj, ta del. Tudi vesel sem danes bil sporočila, ki so ga dali vzdrževalci, tisto, da so svoje delo praktično v celoti opravili, naši koncesionarji, podjetje, ki tukaj opravlja svoje delo in na tem delu, ter tudi vesel informacij direkcije, da je vso dokumentacijo, ki imamo za investicijski del na Muri, zaključila. To je prvi del stanja. Tle smo bili malo pohvaljeni, seveda tudi pa opozorjeni, da lahko, ker so vzdrževalna dela še malo bolj intenzivne opravimo in še posebej zato, ker so prej, kot veste, pred mojim prihodom desetletja zanemarjena in se je premalo vlagalo v vodne vzdrževanje in dajalo sredstvo pač v druge konce, niti na vašo regijo. Drugi del je pa leto 2025-2026. Jaz sem dogovoril se z župani, da vsako leto pridemo, preden damo program naprej, pogovoriti se, kaj so problemi in tako naprej. Najprej sem vesel, da sta kolega tako z direkcije kot pa koncesionar pripravila izhodišča za program 2025-2026, tako za vzdrževalna dela. Predstavila danes sem županom in dogovorili smo se, da ga v naslednjih 14 dneh pregledajo ta seznam in tudi dopolnijo, tako da bomo naredili program za leto 2025 in 2026 skupaj. Nadalje, predstavili so glavne poudarke, kaj bi bilo v sanacijskem načrtu, ker odpravljamo tudi posledice poplav narejeno, predvsem na intenzivnih vzdrževalnih delih v javno korist, to pomeni nekatere investicijske, stvari, in pa da ta tretji skup, kje bomo šli v investiranje preko evropskih sredstev NOO ali kohezije, pa tudi, kje bodo te zadrževalniki prišli v investicijo. In veselo vam lahko sporočam, da naša direkcija je že pripravila prve razpise za pridobitev izvajalcev, ostale bojo pa še v teh mesecih, zdaj decembra, enega pa še za januar, in 20 kilometrov visokovodnih nasipov v zgornjem delu Mure gre v izvedbo. V letu 2025 in 2026 bojo zaključeni. Torej, konec besedovanja okrog tega gre v investicijo. V spodnjem delu 24 kilometrov pa naši kolegi župani niso uspeli v celoti uskladiti, zlasti ne z varstvom narave. Mi smo se zmenili s projektanti zdaj naprej, da tudi to uskladijo, da je treba pač poiskati nekaj nadomestnih habitatov v delu, ko se te nasipi pač urejajo in da bomo v januarju jim pomagali to dokumentacijo dokončati
in tudi videti, v katerem delu, spodnjem delu bi ta del moral biti. Jaz sem vesel tudi, da so v občini Križevci prišli do prišli do lokacijske preveritve, ne, in prišli tudi do zaključka. To je zadnji tistih 20 kilometrov, še tudi pri njih bo šel v investicijo v ta del. Vesel sem tudi sporočila, bom rekel, v občini Murska Sobota in Moravci, da so pripravili projekt obvoznice in vodnega zadrževalnika Severborci, in če je res dokumentacija za izvedbo pripravljena, je minister za regionalni razvoj obljubil, da bo poskušal dodatne pa rezervne sredstva dobiti in da sva ministrica za infrastrukturo za obvoznico in zadrževalnik zadolžena seveda še kaj s cesto dobiti, občina tudi imajo svoj del, sporazum je podpisan in da bi radi, da bi tudi to šlo naprej. Bomo videli, če bo tam zagotovljena sredstva, bomo poskušali tudi ta sredstva najti in ta sporazum realizirati v tem času. Če ne, pa saj pripraviti za naslednjo obdobje, če bo seveda časovno, bom rekel, to prenatrpano. In naslednje, več županov, med drugi tudi Kadinar, vedno znova opozarjajo, mi imamo jezera zamuljena, polna, niso poplavne varnosti. Tudi tukaj smo si dali, bom rekel, pregled te dokumentacije, zato da gremo malo bolj temeljito pogledati, kaj in koliko lahko naredimo. Skratka, prišli smo v fazo, ko niso glavni problem sredstva, so problem, ampak če so pametno naložena, jih imamo na razpolago. Smo rezervirali v vladi tako za odpravo posledic naravnih nesreč, kot tudi drugega dela. Organizirali smo direkcijo za vode, imajo, bom rekel, sredstvo. Ozko grlo so nam zdaj seveda nekaj lastnih zmogljivosti, ki jih imamo omejenih, nekaj zmogljivosti je tudi pri projektantih, da končno, po 20 letih in več, da zdaj pridemo do hidroloških, hidravličnih študij, ki bi bile osnova, bom rekel, za trajnejše in drugo načrtovanje, tudi to damo v program. V tem času župani so želeli, da bi to še hitreje bilo, saj smo to z dnevnega reda dali, da smo tudi to dali v program in da imamo morda ozko grlo v izvajalcih, pa tudi to sem vesel, tako koncesionar z vašega konca, pa tudi druga podjetja so pripravljena na svoje zadeve in tako da mislim, da niti v tem obsegu ne bi smel biti problem. Zdaj smo seveda na vrsti, da seveda strnemo vrste tudi v tem delu, da pristopimo ne samo k malih vzdrževalnim delom, ampak tudi nekim temeljitejšim posegom, ki bi zagotovile bolj varno življenje in da smo vsi skupaj bolj odporni na ta del. Še to vas seznanim, ministrica za kmetijstvo tudi želi pripraviti nekaj programov za namakanje in osuševanje kmetijskih zemljišč, se bodo lotili tudi tega dela, ob tem, ko bomo vodotoke vedeli, kar je, in so rekel, ko boste pripravljeni, da s tem pridete s predlogom, bomo šli tudi neke načrte tudi za ta del. Seveda, predvsem župani spodnjega dela Mure, ker pa vidite, da še ta dokumentacijo so seveda sicer malo bolj zaskrbljeni, ker je ta del še ostal, ampak pomagali jim bomo. Tisto, kar niso uspeli, bom rekel, narediti, da bi zdaj tudi to zaključili in da bi tudi spodnji del bil bolj primerno narejen. Ja, kot je bilo povedano, minister je večino tega povedal. Pozdravljam današnje delovno srečanje in se zahvaljujem ministru z ekipo, da se je oglasil v naši regiji. Dejansko tudi naša regija je bila prizadeta v tistih poplavah, ki so zajele Slovenijo in tudi pokazale na marsikatero stvar, ki jo je potrebno v prihodnje rešiti, da ne bo prihajalo do katastrof. Obenem optimistično lahko tudi z zadovoljstvom povem, da je obvoznica ostala v proračunu, da zadeve grejo naprej in seveda bomo skupaj z Moravske Toplice občino tudi potem poskušali, da skupnimi močmi potem izvedemo tudi ta zadrževalnik in dobimo končno to obvoznico, ki jo nujno potrebujemo, tako Murska Sobota kot celotna regija in gospodarstvo, ki tukaj deluje. Sigurno je za pozdraviti tako srečanje. Hvala minister, da ste danes z nami. Zdaj, če govorim samo za občino Dobrovnik, bom rekel najprej, da nam je vsem v interesu, da je porečje reke Mure urejeno. Torej, govorimo seveda o tistih nujnih delih in tistih dolgoročnih ukrepih in investicijah. Sigurno pa Dobrovnik si želi, da se tudi te porečje širi, torej
v majhne potoke, kot je Bukovniški potok, če primerjavo delam potem z ostalimi občinami, in da je tudi Gorički del seveda v to vpleten. In jezera so seveda zadrževalniki, vendar, kot je rečeno, res vsa so zamuljena. Jaz sem prepričan, da bomo to res počasi začeli, ker 4 oziroma 5 leto se bo zdaj zgodilo, enkrat imamo denar, pa nimamo papirja, potem imamo papirje, pa nimamo denarja, ali pa premalo volje. Ni res ravno tako. Bolje je res to, da so to kompleksne zadeve in da jezero, kot je majhno, kljub temu zahteva res pripravljeno ogromno dela, in prepričan sem, da bomo na spomladi vse toliko korajžni, da bo vse eno jezero pripravljeno in da bo potem varno proti poplavam, niže ležečim, ne samo občini Dobrovnik, ampak tudi Lendavi. Vse ostalo seveda je za pozdraviti tudi to, da razmišljamo v teh izdrževalnih delih. To je mogoče, prej nismo o tem razmišljali, pa hvala, minister, namreč vsa trava, ki se kosi, jo je škoda, da jo pustimo notri v jarkih. To se zamulji in zaradi tega tudi so prehitro jarki polni spet mulja, in upam, da bomo vso travo iznesli, se pravi odstranili, imamo bioplinarne, zakaj naj bi ta nizkoenergetsko vrednost trav dali, ponudili bioplinarnam, istočasno pa bi podaljšali, bomo rekli, časovno dobo tem jarkom in s tem tudi racionalizirali. Na eni strani, če bomo na mesto vsako 5 leto jarek čistili, bomo vsako 10. In tukaj je treba iskati racionalnost, pa še kakšne druge zadeve. Pa še nekaj, to moram pohvaliti ministra, predvsem zaradi tega, da je povabil vse nas, torej občine in prebivalstvo, da smo vsi skupaj odgovorni za to, ne samo ministrstvo ali pa država, ampak vsi skupaj. Hvala. To novo obliko dela bi tudi pozdravil, da se ne zgodi pogosto, da bi se lahko župani, vsi, ki imamo to interes, 3-krat sem se sedaj letos srečal z ministrom in da smo se tako marsikaj povedali in nekaj od tega se tudi uresničilo. Kar pa se tiče prebivalcev občine Ras, kjer že tik ob meji z Hrvaško, pa moram izraziti, kljub temu, da je pot bila mukotrpna, da lahko povem, da smo se uspeli uskladiti z vsemi soglasodajalci in nedajalci, tudi z Zavodom za varstvo narave, kar je včasih najbolj težko, da smo sedaj prebili tisti zid, da imamo odprto pot, da bo v januarju prihodnjega leta razpis za izvajalca in da se bodo nasipi ob reki Muri in deloma tudi ob Ščavnici tudi začeli graditi. To je tisto najpomembnejše, kar imam zadovoljstvo sebe in naših občanov tudi zapovedati, drugo pa ne bi. Direkcija za vode, če bi nam pustili naši nadrejeni, da bi še vsaj leto dni pa pol delali tako, kako smo delali od lansko leto, od septembra pa v letošnjem letu do junija, bi verjetno imeli dosti boljše urejene vodotoke. Zdaj pa sicer pa moramo, ker pač ni več izrednih razmer, moramo pač normalno funkcionirati in delovati v skladu z veljavno zakonodajo, moramo pripraviti letne programe, ki nam jih določeni soglasodajalci pregledajo, pa dajo svoje usmeritve in potem lahko izvajamo ta dela. Mi imamo, glede na pretekla obdobja v letošnjem letu pa lansko leto, zelo dosti sredstev na razpolago in ta sredstva bomo tudi koristno uporabili v letu 25 pa 26. Če pa to gledamo na leto 2005, ko sem jaz začel tu delati, pa niti nismo imeli za burek po domače, pravi taka. Zdaj je dosti več stvari, ki so napravljene, smo pa dobili tudi od županov že prej, ker jaz dosti sodelujem z lokalnimi skupnosti, se tudi osebno srečujem in tudi danes smo dobili dosti konstruktivnih pripomb, ki bomo jih upoštevali in naprej delali. Je pa naša velika želja tudi, da bi izvedli v okviru načrta za okrevanje in odpornost, če pa ne v okviru načrta za okrevanje in odpornost, pa v kakih drugih projektih dokončno rešitev visokovodnih nasipov na reki Muri. S tem bomo zagotovili vsem obmurskim prebivalcem kvalitetno zaščito pred škodljivim delovanjem voda, kar je tudi naloga zakona o vodah, ki to nalaga državi, da izvede. Hvala lepa. Tako kot je bilo omenjeno, dela na vodotokih so se v preteklem obdobju, nažalost zaradi tragičnega dogodka, intenzivirala. Imeli smo v preteklem letu v času intervencij po poplavah ogromno del, ogromno gradbišč. Poleti so se ta način dela se je zaključil in se je spostavil en nov sistem sanacij. V sklopu teh sanacij trenutno izvajamo
zemeljska dela na visokovodnih nasipih v Ižakovcih in v Moti, ter še na nekaj manjših gradbiščih na porečju Ščavnice. Predvidenem v podobnem obsegu predvidevamo tudi dela v drugem letu, poleg seveda rednih vzdrževalnih del, na katerih so se tudi sredstva povečala za ta dela, tako da vse to pozdravljamo. Pričakujemo pa tudi dodatne projekte iz načrta za okrevanje in odpornost, kjer bomo skušali sodelovati konstruktivno z vsemi deležniki pri sprejemanju, pri načrtovanju in tudi pri izvedbi, če bo tako naneslo. Morda še sam zaključek vsega tega, če tako seštejem, smo praktično podeseterili obseg dela, ki je bil v preteklosti v tistih obdobjih, kako je rekel kolega, ki še za burek ni bilo, za kaj v tem času. Tako da jaz sem zadovoljen, da se ta postopna preobrazba celotne ekipe to dela in da se zdaj ta tempo drži. Moram pa še povedati, mi nismo prišli samo iz vidika vodarjev, ampak tudi naših kolegov iz varstva narave. Jaz sem presegel to zgodbo prerekanja, kdo je kaj in kaj bo boljše. Mi smo se zmenili, da so rešitve vnaprej na vodotokih na naravi temelječe in da poskrbimo za večjo odpornost v primerjavi poplav in podobnih podnebnih sprememb. Iz tega naslova sem pa prepričan, da 30-letno zanemarjanje vzdrževanja vsega ostalega bo seveda, imamo najmanj 5-letni, pa še kakšen 5-letni program, da bo šel naprej, ampak mislim, da smo zdaj na pravi poti, da skupaj zastavimo ta delo in da bomo uspešno zaključili tudi v dobrobit ljudi v Pomurju. Meni je žal, da niso moji kolegi predhodniki in vsi ostali delali dosti intenzivno, to, kar kolegi zdaj pravijo. Mi smo zdaj obrnili obrate na več 100 in drugič, da so delali vsak zase. Vi morate vedeti, da če je več kot 20, jaz sem uspel 20 km rešiti z tega, ostalih 24 bom pa pomagal občinam, da bomo in tudi še enkrat na področju varstva narave sodelujejo in so bili konstruktivni pri teh rešitvah. Nismo prišli pa do konca. Zdaj, nekaj bo presoj potrebnih vplivov na okolje, nekaj bo treba teh rešitev, ampak jaz sem tudi upam, da bomo se intenzivirali v tem delu, še posebej, ker smo z ministrstvom za kmetijstvo stopili skupaj. Ne želimo segati v najboljša kmetijska zemljišča, moramo pa nekatere rešitve za razlivanje vodotoka in tudi zagotavljanja boljših habitatov zagotoviti. Tudi sredstva našim kolegom za področje narave bomo zagotovili, da začnejo s svojimi lastnimi projekti, kjer bodo tudi izboljšali stvari. Jaz mislim, da je to pravi način. Sodelovanje pripelje tudi do dobrih rešitev na koncu. In to smo zdaj izpostavili. Ni lahko, je pa to edina prava pot, da bomo prišli do končnih tudi skupnih rešitev. Bomo uspeli v tem mandatu, upam, se zaključiti vsaj z dokumentacijo, če ne več, ampak če bo posreča, pa tudi še v drugih delih, kjer nam manjka, zdaj smo ugotovili, najprej je kazalo pred enim letom zelo slabo, da ne bo nič, ampak zdaj smo prišli pa tako daleč, da morda celo vidimo svetlo luč na koncu tunela, in da smo pogovorili. In jaz sem obljubil, pa prosil, da naj podpišijo tako občine svojo dokumentacijo, kot tudi kolegi, ki imajo na tem delu in da se dobimo tam v začetku leta, kar kmalu, v prvi polovici, prvih 3 mesecih in vidimo, ali pridemo tudi do teh nadomestnih rešitev, habitatov in vsega ostalega. In če je to zrelo, potem bo šel drug paket notri. Če ne, pa imamo seveda za reprogramirati ta sredstva in bo šle druge investicije naprej, ta pa v naslednji paket, ki imamo narediti, žal. Moram povedati, da so vaši poslanci iz vašega konca, pa tudi župani tukaj zelo intenzivni. Vesel sem, da so prišli dokumentacijo tako daleč, da zagotavljajo, da bi imeli tudi kmalu lastništvo, da bi tudi zemljišče pridobili in da bi bil spomladi, bom rekel, že praktično projekt za izvedbo. Naši kolegi že zdaj pomagajo iz direkcije za vode tam in vkolikor bo ta sredstva narejena, bo gotovo se ministrica Bratušek potrudila z našo pomočjo, da pridejo tudi v program za naslednja leta. Veste, vsi skupaj imamo problem, da imamo premalo izvedljive dokumentacije, premalo projektov je za izvedbo pripravljenih. In če tak projekt se, bom rekel, zdaj prišel do te zrelosti, imamo več možnosti, da pride tudi do realizacije. Tudi drugi zadrževalniki še na tem območju pridejo na vrsto.